Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni na našem dnevu zdravja, tradicionalnem dnevu zdravja. Sem Ksenija Noč, magistrica zdravstvene nege in vodja zdravstveno-vzgojnega centra Jesenice in sem koordinator tega dogodka. Letos mineva 10 let, odkar imate tole prireditev vsako leto. Tako je, ja, 10 let, kar smo začeli s prirejanjem dneva zdravja z namenom ozaveščanja lokalne skupnosti pravzaprav in predstavitvijo dejavnosti zdravstvenega doma z nekaterimi drugimi sodelavci, strokovnjaki. Koga vse ste povabili na današnji dan? Najprej ste imeli seveda eno zelo zanimivo okroglo mizo in o čem je tekla beseda? Ja, sicer se je sam dogodek začel ob 9. uri. Tako kot sem že prej omenila, na dogodku so predstavljene dejavnosti zdravstvenega doma, od referenčnih ambulant do reševalne službe, potem cepilnega centra, potem duševno zdravje, ki se pokriva kot dejavnost v zdravstvenem domu s centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in pa psihologi, in potem še fizioterapevtka s telesno dejavnostjo, seveda zdravstveno-vzgojni center z našimi dejavnostmi, zdravje žensk, in ostale dejavnosti. Tukaj sta tudi obe lekarni, Gorenjske lekarne in pa lekarna Plavž, torej obe jeseniški lekarni. Tesno sodelujemo z Zavodom za šport Jesenice, s Srednjo šolo Jesenice, s Fakulteto za zdravstvo Angelo Boškin, ki nam vsako leto pomaga s študenti zdravstvene nege in fizioterapije. Ja, in ker je pač 10. obletnica, smo se letos odločili pripraviti okroglo mizo z pomenljivim naslovom Kako izboljšati zdravje prebivalcev Zgornje Gorenjske. To pa zato, ker naš zdravstveni dom pokriva vse 3 občine, Kranjsko Goro, Jesenice in Žirovnico. In kazalniki zdravja se pa med občinami zelo razlikujejo. Pa smo se odločili povabiti strokovnjake, ki bi spregovorili, zakaj je temu tako, kaj lahko storimo, kje so tisti izzivi, kje najti rešitve, predvsem za lokalno skupnost. Zato smo veseli, da so se povabilu na okroglo mizo odzvali tudi vsi 3 župani, se pravi županja in oba župana. In kakšno je stanje, zdravstveno stanje ljudi na Gorenjskem? Govorimo seveda o Zgornji Gorenjski, na to smo bili bolj fokusirani. Žirovnica in Kranjska Gora sta veliko boljšem zdravstvenem izhodišču, če lahko se tako izrazim, kot Jesenice. Na zdravje namreč zelo vpliva sama izobrazba posameznika in pa zavedanje, rečemo temu strokovno, zdravstvena pismenost, kaj lahko sam narediš za svoje zdravje, koliko se v bistvu spoznaš. Tako da, ja, kazalniki na Jesenicah so precej slabši, tudi kar se tiče zdravja otrok, govorimo o prekomerni telesni teži otrok, kjer jih imamo na Jesenicah kar, bomo rekli, 1/3, pa potem slabši telesni dejavnosti oziroma fitness indeksu otrok, kot pa v obeh drugih občinah, torej Kranjski Gori in Žirovnici. Ja, tudi razvitost občine je nekako slabša, tako da in o tem smo se pogovarjali tudi s šolskim sistemom, sodelovali sta učiteljica in ravnateljici z osnovne šole Poldeta Stražišarja in z osnovne šole Kranjska Gora, ki sta predstavili tiste probleme, ki se kažejo pri otrocih, predvsem so to zasloni, predvsem je to slabo spanje, predvsem je to premalo gibanja, nezdrave prehranske navade. In pa primarij dr. Marjeta Zupančič, ki je spregovorila pa o odrasli populaciji, kje so tisti izzivi, ki se tudi kažejo v različnih kroničnih bolečinah, slabšem duševnem zdravju in tako naprej. Zakaj menite, da je toliko premalo telesne aktivnosti ravno na Jesenicah? Zagotovo je v Žirovnici in pa v Kranjski Gori dosti boljše. Ja, prvič je tlele vzgled staršev, se pravi od malega začnemo. In eno je vzgled staršev in drugo je ozaveščenost staršev. In k temu strmimo, se pravi, to je bilo tudi povedano danes na okrogli mizi, nekako res učenje od rojstva naprej, pravzaprav od nosečnosti naprej, skrb za telesno dejavnost, skrb za gibanje. Infrastrukture imamo
zadosti v vseh treh občinah, vse se izboljšuje, pa popravlja, pa prenavlja, ampak načeloma živimo v krasnem okolju, a ne? Tudi prebivalci Jesenic, ne samo Žirovnice in Kranjske Gore. Na razpolago imamo številne pešpoti, kolesarsko stezo, igrišča. Tlele je predvsem na nas starših, kaj prenesemo v življenjski slog svojega otroka, ki bo enkrat odrasel. In čim bolj zdrav življenjski slog je najbolj pomemben za vse nas, ne samo za otroke. A ne? Točno tako. Hvala lepa, Ksenija, za tale pogovor in za obširno obrazložitev. Hvala tudi vam, da ste se odzvali našemu povabilu.